Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče. Na 17. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz podružnične cerkve Svete Ane v Boreči na Goričkem v Prekmurju. Maševal bo župnik Dejan Horvat, sodeloval bo pevski zbor župnije Gornji Petrovci pod vodstvom organista Cirila Kozarja. Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Dragi romarji, dragi brati in sestre, dragi poslušalci tretjega programa Ars in poslušalci Radio Ognjišča, lepo pozdravljeni. Vi, ki ste tukaj v cerkvi Svete Ane in vi, ki preko radijskih valov boste skupaj z nami praznovali to nedeljo, Anino nedeljo, tako v duhu povezani skupaj z Sveto Ano, z najsvetejšo daritvijo prek radijskih valov. Lepo pozdravljeni tukaj pri Sveti Ani. Tukaj v tem starodavnem romarskem središču, namreč 1521. leta je bila narejena oziroma zgrajena ta cerkev oziroma to svetišče. Danes smo stopili, kateri smo prišli peš ali z avtomobili, nekako v te stopinje, kot vsako leto ali pa včasih znam nas nekako spomniti. In tudi vi, dragi poslušalci, tako v duhu stopite v te stopinje prednikov oziroma ljudi, ki so prihajali s prošnjo ali zahvalo pred kip Svete Ane, tukaj k Sveti Ani v Boreči. To je v župniji Gornji Petrovci, čisto na obronkih Goričkega, oziroma bi lahko rekli naše ljube Slovenije. Da bi to sveto daritev res, da bi našim ranjenim bila na korist in tudi nam, ki potujemo še tukaj na zemlji, zato na začetku svete maše priznajmo in obžalujmo svoje grehe in svoje slabosti, da bomo tako zares vredno in tudi sveto opajali najsvetejšo daritev.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmini se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Gospod Bog, naših očetov in mater, sveti Ani in Joachimu si podelil milost, da sta dala svetu mater tvojega sina. Na njuno priprošnjo ne dosežemo odrešenje, ki si ga obljubil svojemu ljudstvu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki sta v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Njihov spomin je večen. Berilo iz Sirahove knjige. Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njih rodovinah. Bili so polni usmiljenja in njih pravična dela se ne pozabijo. Pri njihovem zarodu ostane blagoslov in njihov dediščina pri njihovih vnukih.
pri zavezi ostane njih zarod i njihovi otroci zaradi njih. Na veke ostane njih spomin i njihova slava ne ugasne. Njihova telesa so bila pokopana v miru, a njih ime živi od roda do roda. O njihovi modrosti pripoveduje občina i njihovo hvalo oznanja skupščina. Božja beseda. Drugo berilo. Kristus nam je dal novo življenje. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, s krstom ste bili pokopani skupaj s Kristusom, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi grehov in zaradi neobrezanosti svojega telesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. To je Božja beseda. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: srečne vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo. Zakaj resnično povem vam, mnogi preroki in pravični so želeli videti, kar vi vidite, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Kristusov evangelij.
dragi brati in sestre, dragi romarji, dragi poslušalci prek radijskih valov, še enkrat lepo pozdravljen tukaj pri Sveti Ani. Skušajmo se nekako potopiti v njeno življenje, v tisti vsakdan te preproste žene, ki je tako zaznamovala odrešenje oziroma odrešitveni načrt dansko Jezusa Kristusa, ki je tako pomembna v liku žena, torej skupaj z drugimi svetimi ženami v naši, torej v zgodovini vere, torej našega verovanja. Danes smo se povzpeli k Sveti Ani, tukaj vsem sveti, torej boreči, nekateri z avtom, mnogi mogoče morda peš, s potjo, ki je bila utrujajoča, a zelo lepa. Vsak od nas je s seboj prinesel molitev, morda prošnjo, morda zahvalo, a morda lep spomin. K Sveti Ani se ne prihaja praznih rok. Prihajamo z življenjem, ki je včasih zelo težko, včasih lepo, a vendarle resnično. Sveta Ana, brati in sestre, mati torej Marije, babica Jezusa, nas danes pričakuje kot mati, kot stara mati. Ni nam tuja, ni sveta zato, da bi naredila velika čudežna dela v svojem življenju, ampak ker je bila zvesta majhnih, najbolj preprostih vsakdanjih stvarih. Bila je žena vere, potrpežljivosti in žena zaupanja, vsega, kar mi danes tako zelo potrebujemo. Roko na srce, kdo izmed nas ne potrebuje ravno vere? Kdo ne potrebuje potrpežljivosti v tej naglici vsakdanjega življenja? In kdo ne potrebuje zaupanja v nekoga, ki bi mu res 1000% zaupali, ne pa samo 1% ali pa 100%. Dragi brati in sestre, dragi romarji, romar pride, ker išče, ker nosi breme, morda se boji za svoje otroke, skrbi ga morda lastna starost ali starost bližnjega, trpi zaradi bolezni, morda dostikrat tudi nenastne, nosi morda v sebi osamljenost ali se samo želi Bogu zahvaliti za 1001 stvar. Materialno, torej vidno ali nevidno. In Sveta Ana, torej Sveti Ani, brati in sestre, lahko izročimo vse to. Vse naše človeške skrbi, vse naše prošnje, vsa naša hrepenenja. Mnogi izmed nas, oziroma mnogi izmed vas ste tukaj babice in dedki. In prav vi ste danes tukaj doma ste tukaj pri Sveti Ani. Lahko se počutite res domače. Vi ste podobni Sveti Ani. Morda vas doma mlajši ne slišijo vedno, ali morda na drug način, njim oziroma vam nerazumljiv. Morda imate občutek, da se vera izgublja, da otroci ne molijo več, da se vnuki oddaljujejo od vere, od cerkve, od tistega življenja ali tistih vrednot, ki so vam dragocene ali vam mnogo pomenijo. Toda ne obupajte. Vera, ki jo nosite v sebi, v svojem srcu, je zelo dragocena. Morda je prav vaša tiha molitev tista, ki bo naredila nekoč, ki bo nekoč obrodila bogate sadove. Ne vemo nekje in ne vemo kako. Ampak pomembno je, da zaupamo in res molimo.
Romarstvo je znamenje, da v življenju ni vse samoumevno, da je treba hoditi. Zdaj smo praznovali v petek praznik svetega Jakoba starejšega, ki je kot prvi od apostolov umrl mučeniške smrti in po izročilu so ga pokopali v Kamilu, torej v Španiji, v Kamilu, in poznamo tako zelo, dejansko je tam nastalo ob njegovem grobu svetovno največje romarsko središče. In vsako romanje je torej potovanje. Klic na potovanje oziroma na romanje nas vedno Bog vabi. In dajmo se odzvati temu, kot se dal tudi odzvati dejansko, ko je Jezus poklical torej apostola Jakoba. Torej, on je bil med tistimi najbolj tesnimi sodelavci in je bil je sicer po značaju tako zelo ognjevit in Jezus je iz njega izklesal čudovitega svetnika, nam vsem zgled. Torej potovati. Da je treba hoditi in hoditi in hoditi in se ne utruditi. Torej potrebno je potrpeti, potrebno je v življenju dostikrat čakati, morda zelo dolgo čakati in biti torej vztrajen, torej vztrajati. Dragi bratje in sestre, sveta Ana nas nauči, da se Božje rešitve rodijo v tišini. V tihoti, torej rodijo se zelo počasi in dostikrat neopazno, a torej vedno pravočasno o pravem času. Zato, dragi bratje in sestre, ko bomo danes pogledali kip, vas povabim, da tako pogledamo kip svete Ane, tudi vas, dragi poslušalci, prek radijskih valov, tako v duhu ozrite se v lik, v podobo svete Ane, naj bo to srečanje srca, dveh src, Aninega in mojega in tvojega brata in sestra. Morda ji povemo tisto, česar ne moremo ali ne nočemo ali ne zaupamo nikomur, da nikomur ne povemo. Povejmo danes sveti Ani. Morda jokajmo, morda nas torej obijajo solze pred kipom. Tudi to je molitev. Ona razume in vse zelo popolnoma razume. In ona, ki je vzgojila Marijo, ve, kako pomembna je vera v vsaki materi, vsakem detku, vsakem človeku, dejansko vsakem izmed nas. Dragi romarji, dragi bratje in sestre, naj nas sveta Ana danes blagoslovi, naj varuje naše družine, naj spremlja naše vnuke, naj okrepi naš korak in našo vero. In ko se bomo z griča, z te gozdne jase, te starodavne cerkve, vrnili nazaj na svoje domove, tako simbolično v svojo dolino, naj srce ostane tukaj na višavi, blizu Bogu, blizu sveti Ani. Amen. Pa izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, in je Bog od Boga, ključ od ključi, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je pod njem vse ustvarjeno, je zaradi nas ljudi, za telesje po svetem Bogu, iz Marije Device,
in se človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom bil in grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma, prišel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel staviti soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, govori po prerokih in v enem svetu katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje v mrtvih in življenjem prihodnjem. Amen. Brati in sestre, v skupnih prošnjah se tudi danes obrnimo na nebeškega Očeta in ga skupaj prosimo. Za vesolno krščansko družino, da bi posnemala Marijo, ki je podoba cerkve. Prosimo, da usliši nas. Za vsa ljudstva po svetu, da bi pod Marijinim varstvom živeli v miru in slogi. Obudi za svojo božjo močjo v naših župnijah nove duhovniške in redovniške poklice. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj nam, da bomo spremenili svoje življenje in svetu izpričali tvojo nesebično ljubezen. Prosimo, da usliši nas. Nebeški Oče, vse to, kar smo izrekli na glas, pa tudi tisto, kar polagamo na naš praznični oltar, v tihoti našega srca, usliši po Kristusu, našem Gospodu. Molite, brati in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, sprejmi naš velikodušni dar, po tej daritvi naj prejmemo tudi mi blagoslov, ki si ga obljubil Abrahamu in njegovim potomcem po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo.
Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoje velika dela ter pojemo. Resnično je svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerih vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših rajnih bratov in sester, katerih se že danes na poseben način spominjamo pri tej sveti daritvi, ki si jih iz tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo večno življenje. Spomni se tudi drugi naši bratov in sester, ki so zaspali v upajno vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materi Devico Marijo, z apostoli, sveto Ano in vsemi svetniki,
ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Pa danes tako z zelo globoko hvaležnostjo se spomnimo naših starih staršev, ki so nam tudi morda bili tisti prvi, ki so nam tako nas uvajali v to skrivnost naše vere ali tako nam govorili ali nam kazali svojim življenjem, torej o vrednotah, torej vrednote tistega občečloveškega življenja, ki so potrebne za vsako generacijo, ki je bila, ki je in ki tudi bo. In tako z globoko hvaležnostjo se spomnimo starih staršev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nam vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero v svoje cerkve. Potrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pa si v znamenje miru in sprave podajmo roke. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem verjelen, da prideš k meni, ampak reci le z besedo in ozdravljaj moje duše. Kdor uživa ta kruh, uživa vekomaj.
Dragi Jezus, si res mene poklical, z tvojih ustnic, svoje ime sem zaslišal. Glej, zapušča, prazen čoln na obali, zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. Reven, nesposoben sem človek, kar premore nezvestoba do tebe. Rad potegnil ljudi bi iz greha. Dragi Jezus, si res mene poklical, z tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal. Glej, zapušča, prazen čoln na obali, zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. Tu sem, moje roke porabi, šibke noge in okorne besede, kaplje znoja in vso ljubezen. Dragi Jezus, si res mene poklical,
Sveti angel, varuh moj, pismenoj, noč dano strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, vari me in vodi me. Amen. Sveta Ana, prosi za nas. Molimo. Nebeški Oče, po Tvoji volji se je Tvoj Sin rodil v človeški družini, da bi ljudje po svetih skrivnostih postali Božji otroci. Posvečuj nas svojo svetim duhom, ko si nas sedaj nahranil s telesom svojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Prej v nagovoru, pa tudi tako pri Oče našu sem se dotaknil, nekako izpostavil bolj stare starše. Namreč, ampak pomembno je, torej pomembni so tudi starši, kajti stari starši ste tudi bili prej starši. Ne? In lepo je, da tudi danes se spomnimo na tako čudovit romarski dan, torej ob takšni sveti ženi, tako sveti Ani, da tudi temu liku svete Ane, tej naši priprošnjici sveti Ani, izročimo tudi naše starše, ki so tako bili orodje v Božjih rokah, da so posredovali življenje. Meni in tebi in vsem nam dansko, ki smo tukaj, oziroma vam, dragi poslušalci, torej pri Kraljskih valov, skupaj zmolimo en Oče naš za naše starše. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, kakor na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Vsem skupaj, vam, dragi romarji, ki ste tukaj priromali res to starodavno cerkev svete Ane v Porečo, torej vsem v župniji Gornje Petrovce, pa vsem vam, dragi poslušalke in poslušalci, torej pri Kraljskih valov, ki ste bili z nami te trenutke, vsem želim res blagoslovljeno nedeljo. Torej, ne samo današnji dan, ampak tako, da bi tako simbolično, kot sem prej omenil, z tega hriba, z te gostne jase šli nazaj v dolino našega vsakdanjega življenja bogatejši. In predvsem z pogledom obrnjenim navzgor, proti Bogu, proti našemu odrešeniku in tako drug z drugim, da bi hodili in nam bo sigurno lažja pot. Ker sem letos opajal srebrno mašo. To se pravi, na Petrovo je bilo točno 25 let, odkar sem bil posvečen. In zdaj vam bom vsem vam, ki ste tukaj, in vam, dragi poslušalki in poslušalci, pri Kraljskih valov podelil torej srebrnomašni blagoslov, ki naj nas tako spremlja in vari v našem življenju. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bo milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na 17. nedeljo med letom smo poslušali prenos svete maše iz podružnične cerkve Svete Ane v Boreči v Prekmurju. Maševal je župnik Dejan Horvat, sodeloval je mešani cerkveni pevski zbor župnije Gornji Petrovci pod vodstvom organista Cirila Kozarja. Prenos je realizirala ekipa Radia Maribor, Darko Kukovič, Smiljan Grajf in Gašper Zemljič. Želimo vam lepo nedeljo.